Samo zaščita, doktor Berce, je tu na mestu. Ja. Tudi mi, da se spomnim z naših časov, smo imeli to samo zaščito, ne. Ja, gledajte, pravzaprav imamo eno izredno zanimivo situacijo, ne. Imamo na eni strani policijo, ne, pa če bi se spustil, kako je nastala, ne. Nastala je za časa sužnje lastništva v Ameriki, ne, da so lahko stražili in pa da so lastniki v miru spali, ne. Torej, policija zgleda, da ščiti elite in oblast. To vidimo na vsakem dogodku tudi, ne. In po drugi strani imamo redarje. Mestne občine imajo redarje. Ti redarji so oboroženi. Torej, zdaj vsak lokalni oblastnik ima svojo tako imenovano privatno vojsko. Potem pa nastopi naš narod, ne. Spomnimo se kmečkih uporov, kako so nas ponosno v njih učili. Te pa narod ne pa nima nič. Jaz sem proti kakršnemkoli nasilju ali pa oboroževanju in mislim, da največjo napako, ki jo delamo, je, da od države preko luže neselektivno uvajamo in ena od teh stvari je tudi tole oboroževanje posameznikov, ki je zgrešeno. In orožje, nošnje orožja. Tudi letos je revija Finance objavila seznam 100 najbogatejših Slovencev. Med njimi je nekaj znanih imen in več neznanih. Povečuje se število novih bogatašev, ki so sami uspešno začeli svoj posel v garažah, vse manj pa je tranzicijskih in privatizacijskih tajkunov. Še vedno pa ta seznam ni popoln. Mnogi namreč premoženje skrivajo. Vi z vašo ekipo pripravljate lestvico teh najbogatejših. Kako težko jo je v resnici sestaviti in zakaj jo sploh delate? Ja, s kolegi analitiki, 4 smo, približno 2 meseca sestavljamo lestvico, ni to ravno cel dan, ampak v popoldanskem času, ob rednem delu še. In moram reči, da je kar precej zahtevno, gledamo praktično vse javne baze, ki so na voljo. Se mi pa zdi, da je prav, da se o bogatstvu uspešnih podjetnikov odkrito pogovarjamo. Jih kdaj pokličete in vprašate, če vam povejo ta podatek? Jih, ampak skoraj brez izjeme odklonijo take pogovore. Ampak kaj je pri nas zdaj nekako v porastu? Ali se premoženje res skriva, kot kača noge rečejo, ali se že najdejo kakšni pogumniki, rečejo recimo tako kot gospod Pečečnik, jaz sem vreden več, kot so me na Financah ocenili? Ja, mogoče je kakšen več, tak kot je bilo recimo leta 2007, ko so kolegi pred mano prvič naredili to lestvico, je pa še vedno tako, da najpremožnejši ne radi govorijo o premoženju. Podobno se recimo dogaja s kakšno tako skupino, ne samo podjetniki, tudi športniki, radi govorijo o svojih športnih uspehih, ko pa se pogovarja o denarju, takrat pa. Gospa Zupan, vaša družba vedno naredi vsako leto raziskavo plačilne navade v Sloveniji v primerjavi z Evropo. Namreč tudi neplačevanje in plačilna nedisciplina je marsikoga vrgla z te lestvice najbogatejših. Povejte nam, kako je zdaj s to plačilno disciplino v Sloveniji po zadnjih podatkih? Ja, po zadnjih podatkih v Sloveniji se zamude krajšajo, plačilni roki se krajšajo, ko pa to zadevo postavimo v kontekst vseh teh 17 držav, kjer je ta agencija za tržne raziskave za nas upravlja to raziskavo, pa vidimo, da smo na samem repu. Najdaljši roki plačil v Sloveniji, najdaljše zamude v Rusiji, ampak če sešteješ obdobje, smo pa na neslavnem zadnjem mestu. Torej, kako to? Ali ljudje pač naročajo, pa ne plačujejo? Kaj se dogaja? Ali ni kulture? Ali rečejo, bomo že kako, nas bodo že s tole hitro prisilko rešili? Kaj se v bistvu dogaja? Veliko stvari se dogaja. Med drugim tudi to, da so upniki še vedno zelo tolerantni do zamud. Do samih zamud. En teden, 14 dni pomeni zelo malo. Tako da tudi raziskava je pokazala, da potrošniki nismo težava, imamo najboljše plačilne navade skupaj z potrošniki v Nemčiji na prvem mestu, najkrajši roki.
Kar nam statistiko poslabša, je plačilno vedenje na pravnih osebah. Doktor Šešerko, zdaj po 30 letih ne gledamo nazaj, pa vidimo tu nekaj tudi teh privatizacijskih tajkunov. Vi ste bili v vladi, ampak kdaj obžalujete, da niste izbrali kakšne podjetniške poti? Ne, tega ne obžalujem. Oziroma, moram reči, da sem bil jo celo prisiljen izbrati in takrat sem ugotovil, da je podjetniška pot je kar težka, še posebej, če nimaš ti roke oblasti nad sabo, ki bi te ščitila, ampak te spotika in prevrača, potem je to kar težavno. Tako da si nič posebej ne želim še več podjetništva, in mislim, da je za mlade ljudi pa je lahko to v redu, če imajo zelo izvirne ideje in so prodorni. Torej, je pa tako, da moraš biti v pravi stranki, ne? Da potem na javnih razpisih lažje konkuriraš, pa si izbrana. Kako je s tem? Ja, jaz pač to vidim, da v nekaterih strankah jim gre veliko boljše kot v drugih strankah, oziroma imajo razdeljene svoja vplivna območja, tudi to ni v redu in to močvirje bi bilo dobro, da bi se izsušilo, ampak očitno je to težko, ker recimo živo mi je ostalo v spominu, da je Slovenija imela možnost dobiti podpredsednico Evropske komisije, ki jo je spotaknil kolega iz vlade. In to je, mislim, da zelo neokusno, pa tudi ponesrečeno in to je pot, ki vodi Slovenijo navzdol. Gospa Škrabar, omenjeni so že bili športniki, njih praktično ni, ne? Kje oni skrivajo svoj denar? Se je treba zamisliti, ne? Pa ok, treba se zamisliti v to, koliko so športniki dejansko plačani po tem njihovem vložku v primerjavi z menedžerji, o katerih je govora na lestvici, tako da mogoče to malo razmislek predno se pogovarjamo o čistih prihodkih in zakaj nekaterih športnikov in tudi drugih ni na sami lestvici, ne? Kot smo pa že slišali, pač kako se te raziskave delajo, je zagotovo obstaja še mnogo premoženja in še bogatejši, ki niso na tej lestvici, zato ker so v ozadju povezane osebe, premoženje neke druge, ki pa se ga ne da ugotoviti samo z nekim pregledom javno dostopnih virov. Tako da tega se moramo tudi zavedati, da je to zelo približna ocena o tem, kdo je najbogatejši in kdo ne. Je pa veliko nevoščljivosti, ne? Doktor Berce, kaj vi menite? In takoj se mediji potem spravijo na tisto ime in se smo že danes videli, so nekateri priimki in potem so vse čas na tapeti in odkot jim in kako so oni. Zato se v bistvu skriva premoženje, se vam ne zdi? Jaz mislim, da so vse te lestvice ena sramota. Ja. In to velika sramota in pravzaprav odraz družbe, v kateri živimo, kjer je postalo več vredno to, kaj imaš, ne pa to, kaj kot človek si. Glejte, v mojih časih smo imeli SDK, to je bila ena izmed prvih funkcij, ki so jo uspešno razmontirali. Če se ne motim, je par držav prej pregledalo, kako je ta sistem deloval. In pred časom, ko sem začel iskati podatke za svoj penzion, sem ugotovil, ker so mi na zavodu rekli, da sem izgubil nekaj mesece pa leta. To je zelo zanimiva zgodba, boste jo vsi doživeli, ko se boste s penzionom srečali. No in sem rekel, no, vse to ni problem, bom šel pa v SDK, pa bom dobil vse podatke. Veste, da so zakonom uničili vse arhive SDK-ja? Zdaj se pa vprašamo le, zakaj so jih uničali. Koliko je bilo vredno premoženje gospodarskih družb prej in koliko je zdaj, po čem so se kupile, to je kriminal. No pa še, že zadnjič smo omenili, ste bili tudi ustanovitelj prve te delniške družbe, da tako rečemo, Grad, pa vendarle recimo naša borza v Ljubljani je bila ustanovljena že 26. decembra 1989, to je pred osamosvojitvijo. Zdaj bo 30 let, ne, praktično, ko je Berlinski zid padel. Danes je borza v bistvu nič, sploh ni ta trg vrednostnih papirjev zaživel, kot da nismo v kapitalizmu. Ja, mi smo premajhen trg, da bi to zaživelo. Ne? In povezave so prehude.
Vi morate vedeti, dostikrat rečemo, ne, kako to mlakužo osušiti. Se ne da, smo povezani. Veste, sociološke raziskave pravijo, da za normalno državo mora biti 8 milijonov prebivalcev, ker pol se te vezi raztrgajo. Koliko nas je? No, zdaj vas bom pa vprašala, kaj če bi se zgodilo prihodnji teden ali pa v kratkem, da bi gospodu Berločniku, ki je sporazumno odšel iz vodstva Petrola, zdaj ponudili vodenje Telekoma. Kaj bi vi rekli? Ne vem. Bi šlo za kakšno povezavo? Kako je to mogoče? Ne vem. Se to Zadnji so dogaja? lobiji, ne, to sem že zadnjič povedal, kapitalski lobiji. Zdaj, a so povezani s političnimi strankami, je druga zgodba. Te lobiji se bodo odločali o tem, kdo bo kje nastavljen. In tako tudi je mogoče, ne? Ampak govorimo o državnih podjetjih, tako da bi mogli razkriti pač, zakaj je odšel, ne? Sporazumno, meni tako zelo plehko, pač nekaj serviranega na mizo, mislim, kar ne verjamemo, ne? Seveda, odšel je zdaj, lahko rečemo, če je krivdno odšel, mora biti preganjan, če pa ni krivdno odšel, mora biti pa nadzorni svet preganjan. Ampak zgodilo se bo pa, tako kot pri nas se vedno zgodi. Ja, torej, ta najbogatejša družina oziroma ta par, ki je naredil tega govorečega Toma, to pa je v bistvu neka prihodnost, nek garažni posel, da tako rečemo iz nič. Kako gledate na to? No, imel sem srečo zadnjič, da sem enega od teh programerjev pa solastnikov gostil kot gostujočega predavatelja pri svojih predavanjih. Vedno izberem pri predmetih zanimive ljudi in je, pol sva šla malo na klepet in mi je razložil, pravzaprav, kako so bili oni že pred crashom, ne? In kako so pravzaprav trg gledali, iskali te aplikacije, iskali stvari, kako so se trudili, da bi z eno aplikacijo uspeli in je bilo čist na meji, da uspejo ali pa propadajo. In taki zgodb je ogromno, ne? Zdaj, vem, da je v Sloveniji kar nekaj podjetij, ki se na tej, predvsem teh mladih podjetij, pa tudi podjetij, z mladimi, ki se zdaj s tem ukvarjajo in če bodo ratali v naslednjem obdobju uspešni, bodo pač uspešni. Odgovor, ta čarobna formula je digitalno, globalno. Ja, ampak mora začeti lokalno, ker drugače ne boš nikamor prišel. Gospod Šešerko, izvolite. Kar je Berce prej rekel, 8 milijonov, da je minimum za eno vzgledno državo. Nikakor se ne moram strinjati s tem, ne? Ker to bi pomenilo, da smo Slovenci z tem številom, ki ga imamo, obsojeni na hlapce, zdaj tu, zdaj tam, kjerkoli drugje. Jaz mislim, da je problem je bolj preprost. Če bi neki zdravi temelj te družbe lahko vzpostavili, potem ne bi bil noben problem 2 milijona. Še posebej ne, ker smo vključeni v Evropsko unijo. In zaradi tega je narobe, da sami sebe rinemo v položaj hlapčevstva. Dobro, to je tema za prihodnič. Nocoj smo z oddajo končali, itak se vidimo še prihodnji teden. Torej, to je bilo vse za danes. Hvala vam za te komentarje in vam pa hvala za pozornost. Vozite z nami spet prihodnji teden. Nasvidenje.